Prvi del je bil Ženske Maribora v prejšnjem letu, ravno tako za 8. marec. Usmerila sem se na portrete žensk, ki so uspešne v svojih poklicih, v tistih stvarih, s katerimi se ukvarjajo, ali gre to za umetniške narave ali pa pač kakršnakoli druga dela, ki jih opravljajo, ki so prepoznavne, da vemo za njih, se tudi mogoče malo večkrat pojavljajo v medijih. Medtem ko letos zdaj v tej drugi razstavi pa sem se usmerila malo bolj na ženske vsakdana, ki niso tako, rečemo, prepoznavne, ampak vseeno zelo pomembne za našo družbo. Gre torej za osebe, ki jih srečujemo vsakodnevno v našem mestu in skrbijo za nas, za naše mesto, za našo dobrobit, da nam življenje ali pa dan lažje teče. Tako na primer sem portretirala poklice, kot so frizerka, policistka, cvetličarka, prodajalka časopisa oziroma trafikantka, potem učiteljica, zobozdravnica, se pravi različni profili, ki skrbijo za nas, ne. Lahko rečemo, opravljajo poklice, ki so mogoče na nek način vsaj stereotipno značilni za ženske, hkrati pa tudi najdemo šoferko ali katero drugo, ki pa bi mogoče bolj sodila, tako v narekovaje, k moškim, ne? Ja, seveda, vedno je fajn predstaviti tudi kake poklice, ki niso tako tipično ali pa pogosto zasedani v ženski družbi. Tudi jaz sem ena, ki opravlja tovrstni poklic oziroma poklice, zato mi je to blizu tudi včasih, da izpostavimo kakšno izmed teh žensk, ki opravljajo tovrstno delo.